Dober dan. Dober dan. Kar izvolite naprej. A zdaj smo prišli v zapor? Tako je, to je ženski zapor na Igu in je to edini ženski zapor v Sloveniji. Vaju bom prosila, če spraznite vse, kar imate v žepih in odložite tja na tisto poličko. Zakaj pa to? Zato, da mi ugotovimo, če imate karkoli od tazga, kar ne bi smeli imeti. Pa tudi zato, da potem, ko boste šla skozi detektor, da ne bo tako piskal. Zakaj pa piska, če sem vse odložil v žepov? Toliko časa piska, dokler je na nas kaj kovinskega. Jaz lahko, Sara, bi pregledala tebe, zato ker pri nas lahko ženska pregleda žensko, ki pride, Nejca bi pa pregledal recimo kakšen od sodelavcev. A v zaporu imate tudi knjižnico? Ja, knjižnico, ki je kar dosti bogato opremljena, je pa namenjena ne zgolj samo branju za obsojenke, ampak potem v tem delu naprej, ker je večji prostor, se izvajajo tudi razna srečanja. Koliko prostega časa pa imajo zapornice za šport pa za knjige? Ta dnevnik pa hišni red je različen glede na režime, kako prestajajo naše gospe kazen. Imajo recimo od 9 zjutraj do 10 so lahko vklenjeni v tem notranjem dvorišču, potem nekatere grejo lahko ven v park. A se lahko vi pogovarjate z njimi? Seveda, to je pravzaprav zelo dobrodošlo, da se z njimi pogovarjamo, ker če se mi z njimi pogovarjamo, jih potem spoznavamo. Kar je pa tudi zato dobro, da vemo, kako lahko oziroma predvidevamo, kako bodo odreagirali na kakršnokoli nepredvidljivo situacijo. A je to notranje dvorišče? Dejansko to dvorišče je namenjeno za veliko športnih aktivnosti, ne samo za sprehod ali pa za sončenje. Kaj je vaše delo? Delo pravosodnih policistov je to, da skrbimo za red, disciplino v zaporu, da spremljamo zaprte, kadar grejo ven na sodišča, potem k zdravniku. Če obstaja kakršenkoli sum, da imajo karkoli prepovedanega pri sebi, lahko opravimo pregled njihove prtljage, sob. A pa ste zapornice v parih ali sami? Praviloma vedno delamo v parih, zato ker je pač to za našo varnost najbolj fino. To je delavnica, v kateri zaprte te, ki niso zaposlene, delajo oziroma preživijo pač del svojega časa. Delajo iz različnih stvari, iz lesa, iz papirja. Kaj pa je namen vsega tega dela? Namen je predvsem to, da one preživijo svoj čas kvalitetno, da se z njimi nekaj dogaja, zato da nimajo čas samo razmišljati o svojih težavah, ampak da jim čas mine, da jih pač pripravimo tudi, ne vem, da ugotovimo, kakšne so njihove sposobnosti. A tako izgledajo sobe obsojenk? Tako je. Sicer imamo več različnih sob, ta soba ima recimo kar dosti postelj, potem imamo pa tudi manjše sobe, kjer so noter po 4 ali pa 3, pa mislim, da je ena pa še večja, kjer jih je pa še več noter nameščenih. Zaradi česa pa so obsojenke največkrat zaprte? Zaradi zelo različnih kaznivih dejanj, kot so goljufije, tatvine, ropi, umori, prometne nesreče s smrtnim izidom. Kakšna je pa vaša oprema? Mi imamo zelo različno to zaščitno opremo, ampak prvenstveno imamo pa to, kar imamo gor na sebi. Je to na tem upasaču. Pa če gremo od začetka, je ta veza, s katero komuniciramo v zavodu in izven zavoda med sabo. 406. Na zvezi. Testiramo. Ok. Potem je plinski razpršilc. Potem je tukaj tok za pištolo, torej kot pooblaščene uradne osebe imamo tudi strelno orožje. Potem je tale palica oziroma tonfa. Ta gre tudi ponavadi z nami v spremstvo in pa uporabljamo jo, kadar so kakšne nevarne situacije, da si z njo pomagamo. A lahko jaz lisice sprobam? Ja, seveda. Vama bom tudi pokazala, kako se oklepa. Boš ti najprej postavil roke pred sebe, pa dal palce gor stegnil. Tako, pa po strani bova šla. Takole. Najprej bova uklenila tole roko, potem bova uklenila tole roko. Takole. Vedno preverimo, da ne stisnemo preveč, zato da ne boli. Potem s ključkom zablokiramo. Evo. Kako se pa počutiš? Zaprt. A zdaj smo v sobi za obiske? Tukaj noter imajo obiske zaprte osebe, so 4 mize, torej pomeni, da imajo lahko 4 zaprte svoje obiske. Kaj pa ta pregrada in telefoni? Ta pregrada dejansko preprečuje kakršnokoli možnost fizičnega kontakta, torej tudi obiskovalec ne more zaprti osebi prinesti karkoli, kar je ne bi smel. Kakšna soba je pa to? To je pa soba namenjena za tiste mamice, ki prestajajo kazen, pa jih pridejo otroci od zunaj obiskati sem notri.
Kako si? A si kaj delala? Ja, pospravljala sem, prišla sem v čas. V redu, mogoče te jutri pridem še kaj obiskat.